Verlič, za koliko ste se recimo vi pripravljeni znižati poslansko plačo? Poglejte, to vprašanje je zdaj zelo aktualno. Jaz mislim, da na koncu bo rezultat takšen, da bo prav za vse. Mislim, da je tukaj pomemben namen, se pravi, da tako kot pravimo, če smo vsi v časih, ki niso dobri, da pač to tudi potem temu sledimo tudi v državnem zboru. Jaz sem prepričan, da bodo vodstva tako državnega zbora kot poslanskih skupin našla tisto rešitev, da bomo imeli to urejeno. Jaz mislim, da namen je tukaj dober, je pa seveda demonstracijski, najbrž to ne bo rešilo Slovenije, ampak lahko pa en košček pa prispeva. Mislim pa, da bi bilo prav, da se to zajame širši segment javne uprave in ne samo vrh. Najbrž je prav, da smo vsi v tem segmentu, hočem povedati, vsi na teh bolj izpostavljenih mestih, ki so tudi bolje plačani. Saj vlada deloma to poskuša. Predsednik vlade si sicer pripravljen znižati plačo, pa si je ne more, zato ker je zato treba spreminjati zakon. So se pa znižali plače, vlada znižala plače ministrom, približno 200 evrov bruto imajo zdaj manj. Je to dovolj? Bi morali se odpovedati večjemu znesku? Glejte, jaz mislim, če je bila to takšna odločitev, najbrž je bila ocena, da je primerna. Jaz ne moram tega komentirati, kako je to naredila pač vlada. Kar se pa tiče pač če je potrebno kaj to še zakonodajno urediti, pa bo najbrž predlog prišel tudi v državni zbor, ampak kot rečeno, mislim, da za rešitev te krize bomo seveda potrebovali še več teh ukrepov, ne samo z znižanjem plač. Kaj konkretno še, recimo, čemu bi se, kaj konkretno? No, torej, tako kot smo, mislim, da že kar nekajkrat povedali, mislim, da je treba z temi olajšavami gospodarstvu še nadaljevati, se pravi, da bo lahko gospodarstvo zadihalo, se pravi, da bo več ostalo tega denarja v gospodarstvu, da bodo lahko šli v nov razvojni izziv v krizi, kot pravim. Sam pa sem že velikokrat tudi povedal, da z področja infrastrukture jaz vidim tukaj eno priložnost, da država naredi ta premik pri modernizaciji infrastrukture, železniške in pa cestne. To je pa lahko en tak cikel, ki ga zdaj po moje bi se splačalo izvesti. V zadnjem času smo nekako novinarji prišli do podatka, da Državni zbor za cvetje porabi 41.841 evrov. Toliko je žalno in rezano cvetje skupaj Državni zbor stalo lani, ko je nekako Državni zbor vodila še nekako garnitura tudi iz vaše stranke. Mene zanima, ali je to preveč? Poglejte, tega pa res ne morem komentirati, ker to so bile odločitve drugih. Takrat jaz še nisem bil na tem mestu in mislim, da je to vprašanje za koga drugega. Ja, ampak sprašujem vas to, 41.841 evrov za cvetje letno, je to preveč? Poglejte, kot sem rekel, če bi pogledal z vidika nekoga, ki ima seveda nizko plačo, jasno, da je to preveč. Kaj pa je primerno in kaj ni, pa res ne morem komentirati. Jaz bi vas pa takole vprašal, gospod Verlič, ali vi sploh kdaj opazite to cvetje, te rože, to nekako zakulisje, ki ga v Državnem zboru lahko plačujete za 41.841 evrov? Poglejte, najbrž je namen, tako kot tudi doma, da je hiša urejena in pa prijetna. Za kakšen denar, o tem pa seveda lahko vedno se pogovarjamo. Jaz vsekakor opazim, da in se mi zdi lepo, če je prostor lepo urejen, najbrž cvetje poživi. Seveda pa, kot sem rekel, ali je to lahko za 41.000 ali je to za manj, to pa dejansko jaz mislim, da lahko pridemo potem tudi do tega, ali je predsednik države, ki je dal 90.000 evrov za prevoz v Bosno, ali je to bilo tudi primerno, pa je nekako predsednik države ugotovil, da pravzaprav je imel tak obisk, take narave, da se je mogel peljati tako. Tako da o tem lahko veliko se pogovarja. Ali bi si moral tudi predsednik republike po vaši oceni po zgledu premierja Pahorja sam plačevati reprezentanco?
Lejte, jaz mislim, da je najbolje, da ga kar vprašate njega posebno. A boste vi pogrešali to cvetje, če ga ne bo več? Prosim? Če boste vi pogrešali to cvetje, če ga ne bo več? Vsekakor tako, kot sem rekel, ne. Najbrž je vedno lepo, če je prostor urejen in kakšna roža, najbrž je tudi ni odveč. Vprašanje pa je, če je to res za ta denar. Gospod Verlič, zanima me takole, vi ste vseeno poslanec SDS-a, ki se ukvarja bolj s prometnimi zadevami, ne? In zdaj me zanima, v luči najave, da bi se zamenjal nadzorni svet Slovenskih železnic, seveda posledično tudi uprava, kako vi vidite, bi tukaj lahko v Sloveniji končno našli prave ljudi za ta nadzorni svet oziroma za reševanje Slovenskih železnic? Poglejte, to je, kadrovska vprašanja so vedno vroča, sploh pa pravim za specifična področja, tako kot so tudi železnice. Tega smo imeli v preteklosti. Problem železnic ni problem samo zadnjega mandata, je problem, ki se vleče od takrat, ko se je Slovenija osamosvojila, ko je promet padel za več kot polovico. Skratka, res pa je, da je to specifično področje in težko najdeš strokovnjake. Res pa je, da je vedno bilo na železnici tudi nihanje med tem, ali naj železnice vodi nekdo, ki sistem dobro pozna, pa je znotraj, tako rekoč iz hiše, ali nekdo, ki je, ne vem, čisti iz enega drugega področja. Jaz pač, to je odločitev lastnika, jaz mislim, da bo lastnik sam, glede na to zdaj, da bo tudi deloval ta kadrovski akreditacijski svet, da bodo pač našli ljudi. Zanima me takole, bi si vi upali, če bi vam se ponudila priložnost, da prevzamete vajeti Slovenskih železnic, da to prevzamete? Kajti vemo, da se veliko ljudi sploh ne upa prevzeti tako pomembne oziroma tako nevarne funkcije, recimo. Poglejte, jaz sem zdaj poslanec v Državnem zboru in mislim, da lahko v tej vlogi zdaj napravim kar veliko. Najlepša hvala. Prosim.